Kako učinkovito očistiti dom? Najučinkovitejše lahko očistite dom tako, da ga očistite v bistvu od zgoraj na vzdolj. Se pravi, začnete po površinah, ki so od zgoraj, na vrhu omar pa vse to. Tla očistiš čisto na koncu, tako da v bistvu med čiščenjem čisto vseeno, če si vse stvari lepo malo nastaviš na tla, pa jih na koncu iz tal tudi počistiš. Kaj bomo danes čistili? Danes se bomo lotili čiščenja tega kavča. Kako pogosto pa je treba očistiti kavč? Na vsakih 2 do 5 let, po potrebi pa odvisno od situacije, pa lahko tudi vsako leto recimo. Katera čistila uporabljamo pri čiščenju? Pri izbiri čistil je obvezno vedeti, katero vrsto površine čistiš. Pol uporabiti primerno čistilo za tisto površino. Je pa tudi obvezno, ko uporabiš neko čistilo na eni površini, da ga potem tudi v celoti odstraniš iz površine. In to ponovadi naredimo z vodo. In zdaj v bistvu, ko je pržgan, gresta lepo takole iz enega dela kavča nazaj, pa pol nekako tako diagonalno tukaj, pa eno linijo nazaj. To je umazanija, ki smo jo zdaj v bistvu s suhim čiščenjem odstranili z kavča. A je zdaj čas za mokro čiščenje? Tako je, peta po voda, Okay. da je bo lahko točno v sesalcu. Odlično. Naliti pol v enega, jaz pa v drugega. Tako je, tukaj je noter v bistvu. Najlažje je nekako iz te strani, pa pol malo diagonalno. Ste pripravljena? Ja. Ok. Pa ne preveč na enem delu, posod enakomerno probili. Tako je. Ne preveč gor. Zdaj pa čas, da damo gor čistilo. Tukaj imamo eno tako posebno plastenko, ki v bistvu škropi, brez da ti pritiskaš na gumbek. Tako je. Pa čistilo ne damo preveč. Sicer je dovolj, ampak tukaj na tem robu pa moraš obvezno še dati. Zdaj pa tukaj tole krtačko, ki v bistvu, če rečemo, da je globinsko čiščenje, kot recimo en pralni stroj za stvari, ki jih ne moreš dati v pralni stroj, smo zdaj to zmočili, dali smo gor pralni prašek, recimo. Zdaj pa namesto, da bo boben vrtel celo perilo, bomo mi s to krtačko po površini pa naredili v bistvu isti efekt. Zveni kot nekakšen hrup od tiranozaura. In pol, kar naredite, je, da date to ročko na površino, pritisnete to tik od spodaj, da začne voda sklicati, pa potegnete nazaj. In to v bistvu delate izpiranje, morate pa na enem mestu delati toliko časa, da kle noter pride čista voda. Me zanima, kako je umazana voda. Mene tudi. No pa poglejmo. Prej sploh ni bilo videti, da je tako umazan kavč. Ja, res je. Neke stvari se res ne vidijo na prvi pogled. Ali imate kakšen trik kot mojster čistilec? Mogoče bi poznam kakšen trik glede tega, kako vse ostane čisto, ampak to ne ostane poslovna skrivnost. Ne, šalim se. Drugače je tako, da je to ena normalna stvar življenja, stvari se pač umažejo. A gre? V redu je, čisto dobro mi gre.